Zdaj pa bomo začeli s prvim programskim sklopom, kjer bomo bolje spoznali nastanek ženskih gibanj na Slovenskem v povezavi z dobrodelnostjo in izvedeli vse, kar pripovedujejo zgodovinski dokumenti in še živeči sorodniki o Minki Skaberne. K besedi najprej vabim docentko doktorico Ireno Selišnik z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Naj jo na kratko predstavim. Lahko. Irena Selišnik predava in raziskuje slovensko zgodovino 19. stoletja. Sodelovala je v več raziskavah o zgodovini žensk in izdala tudi knjigo Prihod žensk na oder slovenske politike. Zato smo lahko prepričani, da bo Minko Skaberne in tudi začetke organizirane skrbi za slepe in slabovidne na Slovenskem ustrezno umestila v ta burni čas, ki ga poleg prve svetovne vojne, torej bolj moške domene, bistveno zaznamujejo tudi začetki ženskih gibanj in vključevanje žensko dobrodelna društva. Irena Selišnik bo torej spregovorila o začetkih ženskih gibanj na Slovenskem in o vključevanju žensk. Irena, izvolite. Hvala lepa za besedo in hvala lepa za povabilo. Moj prispevek danes bo pravzaprav umestil delo Minke Skaberne v nek določen čas, v določeno družbo. Ker kot vemo, se vsaka želja, pa tudi hotenje, rodi iz določenih družbenih razmer. Sploh se pa uresniči, samo če so temu naklonjene določene družbene okoliščine oziroma določene razmere. In pravzaprav se nam danes ta skrb zdi absolutna vrlina žensk. Vendar pa recimo še v začetku 19. stoletja temu ni bilo tako. Skrb je recimo bila razumljena kot tisto delo, ki so jo za zelo slabo plačilo opravljali revni moški in revne ženske. Zlasti recimo moški so skrbeli za moške in ženske so skrbele za bolnice. Pri tem so recimo neplačano delo skrbi opravljale le redovnice, ki so za bolnike skrbele brezplačno, saj so ravno s tem svojim delovanjem prakticirale predanost veri. Hkrati pa so, kot sem rekla, neobičajno moški skrbeli za bolnike, ženske za bolnice za zelo slabo plačilo. Tako kot ta skrb ni bila zaznamovana s spolom, tudi dobrodelnost na začetku 19. stoletja ni bila zaznamovana s spolom, ampak je šlo pravzaprav bolj za neko zaznamovanost z nekim socialnim prestižem, s socialno skupino, z določenim ugledom. No, tako da pravzaprav še v prvi polovici 19. stoletja to vrstno dobrodelno delovanje pravzaprav predstavlja le nadaljevanje večstoletne tradicije. Tako ženske kot moški pravzaprav delujejo v tradiciji katoliške Karitas, številnih krščanskih društev, ki delujejo v dobrodelnosti, prav tako pa recimo zlasti moški v mestnih cehovskih združenj iz starega reda, ki skrbijo za vdove, sirote, revne, ki so pripadali določenemu mojstru in pa cehu. Torej to dobrodelnost pravzaprav na začetku 19. stoletja vršijo v glavnem plemiči in pravzaprav predstavlja del njihovega socialnega prestiža. Vendar pa se začnejo dogajati pomembne spremembe v 19. stoletju. Plemstvo na nek način kot družbena skupina začne izgubljati svojo veljavo, svoj socialni prestiž. In vedno bolj pomembno postaja meščanstvo. Vendar pa kljub temu meščani vseeno še posnemajo v svojih življenjskih stilih, v habitusu, torej plemstvo in tako sledijo tudi pri dobrodelnosti. Pravzaprav ravno v 19. stoletju bo vse več meščank začelo v svojih testamentih zapuščati svoje premoženje ubogim, kot jim pravijo, in pa sodelovati v različnih ad hoc dobrodelnih akcijah. No, eno prvih društev, ki se je ustanovilo na Slovenskem, ženskih dobrodelnih društev, je bilo Evangelijsko žensko društvo v Ljubljani. Tukaj mislim, da imamo tudi gospo avtorico, ki je raziskovala njegovo ustanovitev. Zanimivo je, da pravzaprav to prvo slovensko žensko dobrodelno društvo je pravzaprav ustanovljeno relativno pozno, če gledamo v kontekstu Zahodne Evrope. Namreč povsod po Zahodni Evropi so ravno zlasti protestantke v okviru tega protestantizma, ženske tiste, ki pravzaprav zelo močno dobrodelno delujejo.
če tam deluje recimo pastor, ne, se mu ob bok postavi njegova soproga, ki prav tako, ne, se obiskuje tiste, ki so potrebni pomoči med verniki, ne, in jim skuša pomagati. No, in tako pravzaprav šele leta 1852 se nekaj podobnega zgodi v Ljubljani. To društvo ustanovijo v glavnem Nemke, nekaj je zraven tudi Angleži in pa Švicark. No, temu društvu potem sledi naslednje, to je žensko pomočno društvo za Kranjsko, oziroma sprva deluje kot društvo milosrčnih gospa in gre pravzaprav za predhodnika današnjega Rdečega križa. Namreč leta 1866 je podpisana Ženevska konvencija in avstrijska država začne v vseh deželah po avstro-ogrski monarhiji ustanavljati podobna društva. In tudi Kranjska pravzaprav ne predstavlja nikakršno izjemo. Tudi gospe na Kranjskem se organizirajo, vodi to društvo soproga deželnega glavarja, s tem, da je to društvo izrazito patriotsko. Pravzaprav je njegova glavna naloga, da skrbi za podporo avstrijski vojski v zaledju, da zbira denar za vojaške bolnišnice, za sanitetni material in v tem društvu se nekako zelo lepo razkriva ta socialna diferenciacija, to usmiljenje, ko se recimo ob določenih dogodkih, ob raznih jubilejih, ko recimo Franc Jožef praznuje svoj rojstni dan, darujejo darovi in se tako pravzaprav kaže ta socialni prestiž določenega sloja. No, zato je pravzaprav še toliko bolj zanimiva ustanovitev družbe gospa krščanske ljubezni svetega Vincencija Pavljanskega. To društvo je sprva povezovalo izključno moške. Vendar pa potem moške ugotovijo, da moške osebe ne morejo obiskovati ženskih oseb po hišah, da bi jim pomoč delili. Zakaj? Ker je preprosto nespodobno. To pač ne bi šlo v kontekstu tedanje morale in potem se dovolijo, da se družbe gospa krščanske ljubezni najprej ustanovijo v Ljubljani, kasneje pa še v Kranju in Novem mestu. S to ustanovitev tega društva se pravzaprav zgodi neka manjša revolucija. Ker tukaj več ne gre toliko za nek socialni prestiž, ker bi se ob nekih praznikih talalo darila, ampak kot zapišajo, gre za to, da se bo krščansko ljubezen do ubogih kazalo s samozatajevanjem, pohlevnostjo in delavnostjo. Vse te članice tega društva naj bi delovale kot prijateljice, tolažnice, vzgojiteljice, pravzaprav kot tiste, ki naj bi s temi svojimi oskrbovanci razvijale nek dolgotrajnejši odnos. To se recimo vidi tudi v tem, da jih ti obiskujejo na domu, ko jim recimo delijo bone za brezplačen riž, meso, moko, drva, obleko, meso. In pa tudi one prihajajo k njim na obisk, prav tako recimo bolnike in umirajoče same tolažijo in jih negujejo, zbirajo denar za zdravnike in zdravila, se izkažejo za iskanjem služb za družinske očete in vajeništva za otroke. Tako da moramo povedati, da članice tega društva niso imeli nikakršne želje, da bi reformirale družbo, ampak pravzaprav le to, da bi omilile posledice najhujše revščine. Recimo potem jih tudi primer zalagajo, jih tolažijo, jih zalagajo s primernim čtivom in s tem na nek način, s tem osebnim stikom postane ta komponenta krščanske dobrodelnosti pravzaprav nekaj novega. Po svoje pa je to društvo pravzaprav revolucionarno še v enem smislu. Namreč kljub temu, da je to društvo delovalo povsem pod vodstvom duhovnikov, društvo sicer vodi gospa Sofija Auersperg, Auerspergi so ena najpomembnejših plemiških družin na Slovenskem, no ona s seboj vodi svoji dve hčeri, Gabrielo Auersperg in pa Marjano Auersperg. No, ampak Gabriela je tista, ki postane zelo zainteresirana in začne zelo intenzivno delovati v tej sferi dobrodelnosti. Tako recimo med drugim bo obiskala tudi ljubljanskega škofa Antona Jegliča in ga prosila za nasvet, kako bi ona primerno porabila premoženje v prid padlim ženskam in siromašnim bolnikom. No, škof jo ugodi, njegovo željo in pa na njeno željo, potem ko da določena sredstva, da se kupi hiša, pridejo v Ljubljano frančiškanke, vendar pa pravzaprav obdrži to svojo hišo le nekaj let. Problem je v tem, ker ne
da za obljube redovniškemu življenju in škof začne ocenjevati, da so pravzaprav z verskega stališča, da je ta hiša preveč neučinkovita in da sploh ne bi bilo v hiši preveč razprti. In tako pravzaprav ta eksperiment ukine, vendar pa Gabriela Auersperg še naprej deluje zelo samoiniciativno in jo pravzaprav ne zanima več, kaj škof misli in ustanovi novo društvo, Otroški prijatelj, ki se kasneje preimenuje v Asylum Angelorum. No, gospa Gabriela Auersperg je prva v vrsti, najvišje na tej piramidi, ker se lepo vidi ta hierarhična lestvica, kdo vodi to institucijo. In pravzaprav pridno deluje še naprej do začetka Prve svetovne vojne. Torej vidimo, kako pravzaprav se ženske začnejo delovati samoiniciativno in se osvobodijo tega pokroviteljstva duhovščine. No, da pri tem ne bi bila krivična, naj omenim tudi svobodomiselne dame, kot se je reklo liberalnim damam lepše na začetku stoletja, tudi one delujejo v dobrodelnem smislu, vendar pa zlasti v ad hoc akcijah, torej bolj ob recimo nekih katastrofah, ob določenih, bi lahko rekla, praznikih, in niso tako dobro organizirane in povezane kot recimo katoliške dame. Tudi one pravzaprav delujejo pod pokroviteljstvom moških in ko na primer moški ugotovijo, da bi bilo dobro po zgledu v Gradcu ustanoviti ljudsko kuhinjo, kmalu ugotovijo, da pravzaprav sam moški odbor ne zmore takega zavoda voditi in se apelira na milosrčne gospe in gospodične ljubljanske, da bi pomagale na korist ubogim. Kaj se za tem pozivom skriva? Moški enostavno ugotovijo, da vendarle kuhati pa sami v tej ljudski kuhinji ne bodo mogli in zato povabijo ženske. Ženske se odzovejo in že v aprilu je kuhinja odprta, pripravijo juho, meso, kislo zelje in pa obrok vampov. Tako da pravzaprav se v številnih teh društvih razodeva ta patriarhalna narava, ker so pravzaprav moški na vrhu, ne ženske pa tiste prostovoljke, izvajalke teh aktivnosti. No, na prelomu stoletja bo potem nastala še cela vrsta novih ženskih društev, od splošnega slovenskega ženskega društva, potem socialdemokratsko društvo Veda se ustanovi, potem ustanovijo katoliške ženske, katoliško društvo za delavke, dekliške zveze, bogomile, krščansko-ženske zveze, vendar pa niti eno izmed teh društev, čeprav nekatere bodo delovale zelo, zelo politično, bodo zahtevale volilno pravico, bodo pripravljale peticije, bodo recimo organizirale predavanja, si ne zada za cilj humanitarnega dela, kar je recimo zelo, zelo zanimivo. No, tudi recimo, ko Fran Miličinski 1908 ustanovi Društvo za varstvo in oskrbo sirot, ki ne bi skrbelo za zanemarjene otroke, pravzaprav žensk med njimi ne bo. Preprosto tudi zato, ker je to društvo ustanovijo po ukazu predsednikov deželnih sodišč sodniki in sem povabijo le strokovne, torej bi lahko rekli priznane strokovnjake in izkušene karitativne delavce, žensk pa med njimi ni. Preprosto tudi zato, ker takrat še nimajo ustreznih visokih pedagoških nazivov in ne predstavljajo tisti kader, s katerimi bi on tako društvo ustanovil. No, potem pa v to družbo na prelomu oziroma leta 1914 zareže vojna. In z vojno se pravzaprav zamajajo utečena razmerja med spoloma. Vojna s svojim pomanjkanjem, nevarnostjo, bližino smrti močno vpliva tudi na izkušnjo žensk v zaledju. Ženske kar naenkrat začnejo vstopati tudi v povsem moške poklice, recimo tukaj imam sicer fotografijo iz Gradca, vendar pa tudi v Ljubljani je popolnoma ista slika, kot recimo piše Miličinski, ženske naenkrat postanejo tudi sprevodnice v tramvajih. Kot vidimo tukaj, potem naprimer, ko Franc Rouet v svojem spominu je inženir, ki obnavlja ceste, piše, da je imel na delu 5 nadzornikov, 12 cestarjev in cirka 130 delavcev, večinoma žensk. Torej, celo ceste so obnavljale ženske. In če gledamo statistiko za leto 1917, ugotovimo, da je pravzaprav že 50% delavk, 50% delavcev, podobno kot na Dunaju. Ženske jasno še bolj pravzaprav prevzemajo vsa dela na podeželju. Vemo, da vojna pravzaprav zelo zamaja utečeno oskrbo s prehrano in tukaj je ključno delo žensk na podeželju.
v mestih pa se recimo ženske soočajo s pomanjkljivo preskrbo, ne? Recimo vrste se začnejo že ob 2 uri zjutraj in otroci in ženske po 4 ure in več čakajo v vrstah za hrano. Vendar pa vse ženske ne bodo ostale doma v zaledju, nekatere se bodo podale tudi na fronto in bodo tam postale strežnice in pa bolniške sestre. Namreč kaj se zgodi že pred začetkom Prve svetovne vojne, Prva svetovna vojna pa ta proces vse še bolj pospeši, ne? Dogaja se popolna feminizacija skrbi in pravzaprav institucionalizacija poklica bolniške sestre, ki postane izrazito ženski poklic. Avstrijska država ugotovi med Prvo svetovno vojno, da bo oziroma še pred Prvo svetovno vojno, da bo potrebno urediti preskrbo ranjencev. Tudi zaradi svoje izkušnje iz Balkanske vojne, ker ogromno ljudi na bojiščih umre, ker ni zadovoljive oskrbe. Zato izda dekret, s katerimi ustanovi strežniške šole pravzaprav po vsej monarhiji, uredi njihovo financiranje in tukaj že eksplicitno govori samo o tem, da mora biti torej bolniška sestra ženska, da mora biti stara nad 18 let, da mora biti neomožena, torej samska, in da mora biti moralna, kar dokaže s posebnim potrdilom, ki ga prinese. No, tukaj pa imam recimo še en primer, kako pravzaprav se za časa Prve svetovne vojne tudi ta skrb postane absoluten atribut torej žensk. Samo ženska pač premore čustva in pa srce, da lahko skrbi. Moški naj bi pri tem naj bi šepali, bolje bi bilo, da to vlogo pač prevzamejo ženske in te zadeve se pravzaprav kar vrstijo v časopisih. Hkrati pa povem samo še to, da se že pred Prvo svetovno vojno začne dogajati tudi sprememba v tej percepciji socialne skrbi. Namreč ravno med Prvo svetovno vojno sta ustanovljena kar 2 ministrstva, Ministrstvo za javno zdravje in pa Ministrstvo za socialno skrb. In pravzaprav zdaj se država začne regulirati, torej skrb za šibkejše. Zgodi se pa še ena sprememba. Tudi teologi, katoliški teologi, ki so predtem menili, da je pravzaprav njihova naloga le ta, da pomagajo ubogim, tistih, ki je pač prizadela revščina ali pa kakšna druga nadloga, le sprejeti svoje mesto v svetu, da se s tem sprijaznejo in da je to naloga katoliških društev, bodo zlasti, ko izide enciklika Rerum Novarum, ta svoj pogled spremenili. In bodo rekli, da je pač, torej revni, ubogi, so zdaj razumljeni kot žrtve kapitalističnega sistema in je potrebno spremeniti socialni in ekonomski okvir, pa tudi v bistvu si prizadevati za to, da se spremeni zakonodaja. In tudi katoliška društva bodo zdaj precej bolj bojevito vstopala v to skrb za revno in skušala pripomorala k nekim bolj strukturnim spremembam na tem nivoju. Torej, ženske so jasno v času vojne polno zasedene, se svojo skrbjo za otroke in pa družino, preobremenjene z delom v svojem poklicu, vendar pa se kljub vsemu zelo, zelo močno udejstvujejo tudi v dobrodelnosti. Tukaj za mano recimo imam samo nekaj teh pozivov iz časopisov, ki sem jih našla in jih je res ogromno. Kažejo pa recimo to, da ženske recimo nadaljujejo s svojim delom s pomočjo in oskrbo ranjencev v Rdečem križu in v različnih novo ustanovljenih odborih med vojno. Eden izmed teh je recimo delovni odbor deželne vlade, pa magistratni delovni odbor. Enemu načeljuje soproga deželnega predsednika Marija Adams, drugemu pa Ivan Tavčar. Vendar pa oba odbora pravzaprav delujeta za to, da se zbira denar. In pri vseh teh aktivnostih zelo močno delujejo ženske. Kot odbornice, kot prostovoljke po cestah in javnih prostorih prodajajo uradne insignije vseh teh akcij in pa cvetje. In če pogledamo recimo poročilo za licej v vojnem času, vidimo, da so recimo licejske učenke leta 1916 bile udeležene v dnevih darovanja, ker jih je 68 učenk prodajalo cvetlice. Potem so darovale 547 zavojčkov božičnih daril za vojake, potem so kupile in naročile 38 srebrnih in 109 bronastih plaketk, prav tako so kupile 21 patriotičnih žepnih robcev, spletle nogavice iz 10 kg volne, ki jim je dala država ob tednu Rdečega križa,
pomagale pri prodaji društvenih znakov. V tednu vojnih vdov in sirot pa so licejske učenke, mlade dame ljubljanske družbe po mestnih cestah, trgih in ulicah, kakor tudi po javnih lokalih, v puščice nabirale prostovoljne darove za vdovski in sirotinski sklad. Žal javne pocestne prodaje to pot ni bilo mogoče prirediti, ker ni ne cvetk, ne drugih primernih prodajnih predmetov. In teh akcij je pravzaprav še neskončno, od recimo propagande za nadomestilo usnja in lesenih podplatov do res zelo različnih akcij. No, lahko se pravzaprav predstavljamo takrat Ljubljano, oblepljeno so številnimi letaki, med njimi recimo tudi z letaki Društva Dobrodelnost, v katerem kasneje začne delovati, če se ne motim, tudi Minka Skabrne. No, v času vojne so ustanovljene tudi številne institucije, ki so namenjene prav tako oskrbi vojnih invalidov, ne. Recimo te z razglasom pozivajo ljudi, naj prispevajo denar, ki se bo porabil za preskrbo vojnih invalidov, zlasti slepih vojakov, od katerih je bilo mnogim potrebno kupiti nov dom, ki je v takratnih razmerah stal najmanj 8.000 kron. Torej, ulice so polepljene z letaki, na vseh vogalih pravzaprav ženske sodelujejo in ponujajo cvetje, različne znake. Številne tudi slovenske umetnice igrajo in koncertirajo v pomoč takih prireditvah in zagotovo se v vseh teh pozivih prepozna tudi Minka Skabrne. Je pa pravzaprav Minka Skabrne, bi lahko rekli, predstavljale vrh ledene dobe, kajti njo razmeroma poznamo, ali pa recimo Angelo Boškin, ampak spodaj je pa še cela množica anonimnih žensk, ki pravzaprav pridno zbira, oziroma kot zapišejo v enem izmed časopisov, kot čebelice, zato, da se zbirajo prispevki za pomoči potrebnim. Hvala. Čas imamo še za vprašanja. Aha. Bi jaz vprašala Ireno, sicer je, mislim, da v duhu še vedno tiste družbe to skoraj da nemogoče, ampak obstaja kak primer, kjer pa ni bilo moškega nadzorstva nad delovanjem žensk? Ja, to bi lahko govorili o medvojnem obdobju, no, pa recimo ta primer tele Gabriele Auersperg, ki pravzaprav ustanovi to društvo, ki se zavzema za cerkveno vzgojo deklic, mislim, da v okviru tega deluje zavetišče za deklice, pa gospodinjska šola, je pravzaprav delovalo brez moških. Ampak zdaj pa se to pravzaprav, bomo videli, popolnoma spremeni v medvojnem obdobju, ker pa ženske resnično začnejo voditi vsa ta številna društva, recimo organizirati kolonije, kupijo recimo počitniški dom v Kraljevici in tako naprej. Takrat se pa res njihova aktivnost na socialni sferi, verjetno tudi zato, ker nimajo nobene oblike volilne pravice, jo izgubijo, zelo močno pravzaprav kanalizira v to skrb za socialo. Gospod Fraber? Ja, bom pa jaz, če ne bo nihče drug. Najprej bi se seveda zahvalil gospe predavateljici, ker je bilo fantastično predavanje. Meni je žal, da je bilo že končano. Upam, da bomo kdaj še kaj več zvedeli. Pokazali ste pa par čudovitih primerov, kako pravzaprav se družba na nek način v nekih trenutkih lahko prestrukturira. Ja, seveda, vse res. Ženske so bile zato, da so kuhale vampe, pa govejo juho, pa ne vem, riž, pa karkoli že, ker moški niso znali, ampak nenadoma se je ugotovilo, da družbe brez žensk ni. In nenadoma so družbe hote ali ne hote zavzele neko novo pozicijo, ki je prej niso imele, in ta nova pozicija je seveda počasi in s koraki pripeljala do neke nove pozicije, ki je danes, do nekega položaja v družbi, ki je zelo različno od tega, ki je bil. In ravno v tem okviru se mi zdi, da je lik naše današnje obravnavanke Minke Skabrne še toliko bolj pomemben, ker je pokazala izjemne organizacijske, človeške, socialne in ostale dimenzije, da je seveda zelo hitro dokazala, da so ženske pogosto ne samo enakovredne moškim, ampak da mnoge ženske, marsikatere moške tudi prekašajo. In
da smo zato rabili pravzaprav 2000 leti, da smo spoznali, da smo skupaj, da smo enaki, ne? To na nek način še vedno nam manjka v našem socialnem ozaveščanju o nas invalidih. Jaz pogosto pravim, da je vloga nas invalidov v družbi zelo podobna vlogi žensk. Kadar hočemo karkoli dokazati, karkoli doseči, moramo 3-krat več narediti od tistih, ki so zdravi, mnogo teže dobimo službo, ampak če jo dobimo, če dokažemo, da smo sposobni, pa to tudi ni nujno vedno dobro sprejeto. Zato res hvala za ta prispevek. Hvala vam za povabilo. Hvala torej Ireni Selišnik.